Že šesta zahteva za izločitev člana senata KPK v primeru Karigador, tokrat predsednika KPK Roberta Šumija. KPK pa naj bi v osnutku ugotovitev v zadevi Karigador zaznala okoliščine, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov premierja Roberta Goloba. Ali gre za predvolilni manever predsednika vlade in njegovega odvetnika tudi v luči odločitev KPK, ki je v zadevi Bobnar odločila, da je premijer Robert Golob kršil integriteto. Ta ugotovitev pa je sprožila pravi politični vihar in zahteve opozicije po izpolnitvi njegove besede pred volitvami, da bi v takem primeru odstopil kot premijer. Je predsednik KPK v delih javnega pisma, ki ga je naslovil na premijerja Goloba, že lani oktobra pokazal na svojo nepristranskost do premijerja Goloba, kot trdi premijerjev odvetnik, in zato zdaj zahteva njegovo izločitev v zadevi Karigador Stojan Zdolšek. Ali ta zahteva pomeni, da KPK pred volitvami ne bo odločila v zadevi Karigador? O tem z nekdanjim predsednikom protikorupcijske komisije Borisom Štefanecom. Še prej pa, kako so si sledili dogodki po poslanem pismu, ki je po mnenju premijerja in njegovega odvetnika v delih sporno. Nuša Dekleva. Pisal se je lanski oktober, ko je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil odprto pismo. Dogodki preteklih dni, tednov in mesecev so dosegli točko, ko je nujno, da vas nagovorim z javnim pismom. Napadi, diskreditacije, posmehovanja in manipulacije posameznikov in medijev iz vašega kroga so žal postali stalnica. Metode niso nove, zaznavamo jih že dlje časa, vendar se v zadnjem času stopnjujejo prek meje dopustnega. Začetek pisma se, kot je zapisal Šumi, nanaša na vladne napade na komisijo, ki so po njegovih besedah stalnica njenega 20-letnega delovanja. Kot predstojnik institucije, ustanovljene z namenom krepitve integritete in transparentnosti, preprečevanja korupcije in nasprotja interesov ter s tem utrjevanja pravne države, je opozoril, da so ti napadi tokrat šli predaleč. Na podlagi tega pisma je tako Golobov odvetnik Stojan Zdolšek podal zahtevo za izločitev Šumija iz zadeve Karigador. V zahtevi je zapisal, da bi moral Šumi delovati nepristransko in se izogibati vsakršnih ravnanj, ki bi bodisi pri obravnavani osebi, bodisi v širši javnosti lahko vzbudila dvom v njegovo nepristranskost. To med drugim pomeni, da bi moral obravnavani osebi, Robertu Golobu in njenemu pooblaščencu, ne le dopustiti uresničevanje vseh procesnih pravic, temveč bi moral sprejeti tudi njuno javno izražanje kritičnih stališč do dela komisije. Šumi je v pismu med drugim zapisal tudi: Ne slepimo se, ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu, a svojimi izjavami škodi pravni državi in spodjeda zaupanje v njeno delovanje in delovanje neodvisnih institucij. Nenazadnje škodi politični kulturi. Za te vrednote pa bi bilo prav, da bi se kot predsednik vlade neomajno zavzemali. Zdolšek pa odgovarja: Nepristranski in neodvisen organ lahko na kritike odgovori s pravilno izvedbo postopka in izdajo pravilnega in zakonitega akta, ki prestane tudi morebitno sodno presojo. Nikakor pa ne na način, da se še pred zaključkom postopka v javnih izjavah vsebinsko opredeljuje do stališč obravnavane osebe oziroma njenega pooblaščenca, ter ima celo javno očita diskreditacije, manipulacije, rušenje pravne države, nespoštovanje neodvisnih institucij in podobno. Zahtevo za izločitev predsednika komisije je tako Zdolšek vložil, ker naj bi Šumi z javno izraženim kritičnim odnosom in odprtim pismom premijeju stopil v neposreden konflikt z obravnavano osebo, torej Golobom, kar po njihovem mnenju vzbuja dvom o njegovi nepristranskosti. Iz KPK so nam sporočili, da bo senat o zahtevi odločal prednostno. Spomnimo, gre za primer premijejevega dopustovanja pri poslovnežu Tomažu Subotiću, ki ga je vlada imenovala v svet dveh bolnišnic. V osnutku ugotovitev je KPK po navedbah Zdolška zaznala okoliščine, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov. To je sicer že šesta zahteva za izločitev člana senata ali službenca v tej zadevi. Pred kratkim je bil iz postopka že izločen namestnik Aleš Kocjan. Gospod Štefanec, kako gledate na argumente gospoda Zdolška v zahtevi za izločitev predsednika KPK Roberta Šumija v odločanju v zadevi Karigador z očitkom, da je v uvodnih nekaj stavkih pisma javnega pokazal na svojo nepristranskost do premijerja Goloba? No, iz vsebine pisma, ki ga pravzaprav slovenska javnost pozna, moram reči, da ni zaznati, vsaj jaz tako mislim, da bi bil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije v stanju ali v tem primeru v nekem nasprotju interesov napram predsedniku vlade. Predsednik KPK je seveda s svojim pismom opozoril javnost, pismo je namreč javno, ni bilo samo naslovljeno na predsednika, ampak je javno, naslovil je na javnost opozorilo,
da so očitki na delovanje Komisije za preprečevanje korupcije že takšne stopnje, da enostavno tega ni mogoče prenašati. In seveda je to neposredno pokazalo, kakšna je politična kultura pri nas, da se recimo neodvisni državni organi, tako kot je tudi komisija, pravzaprav sploh ne upoštevajo, da se seveda o njej govori zelo omalovažujoče in tako naprej. Skratka, v tem pismu, po mojem mnenju, ni zaznati nekih elementov nasprotja interesov med delovanjem predsednika komisije in seveda predsednika. Kaj pa zdaj ta odločitev oziroma ta zahteva za izločitev gospoda Šumija pomeni za odločanje na KPK-ju v primeru Karigador? Torej, ta zadeva je zdaj sama po sebi zanimiva. Jaz bi jo pravzaprav na nek način ocenil kot strel v koleno odvetnika Zdolška s strani predsednika vlade, in sicer zaradi tega, ker je najprej predlagal izločitev namestnika Kocjana in senat je sprejel sklep in namestnika Kocjana izločil. Zdaj naknadno pa se predlaga še izločitev predsednika Šumija. Ampak o tej izločitvi ni nikogar, ki bi lahko odločil. Namreč senat odloča v tričlanskem sestavu, glede na to, da je namestnik Kocjan izločen, sta seveda ostala samo še dva, predsednik in namestnica, in tisti član senata, zoper katerega se predlaga izločitev, bom rekel, sam v svoji zadevi ne more odločati. Torej, v tem primeru lahko odloča samo namestnica. To pa je seveda premalo in sklep lahko sprejmeta najmanj dva. Kar seveda pomeni, da je ta predlog za izločitev po moje šel v prazno. Seveda predsednik Šumi ostaja član senata, namestnica ostaja članica senata in ona dva bosta lahko brez vsakega problema o tej zadevi odločila, ko bosta seveda ugotovila, da je zadeva zrela za razsojo. In kaj potem lahko sporoči oziroma stori gospod Zdolšek? Prav gotovo bo uporabil vsa pravna sredstva. In ali ta zahteva za izločitev gospoda Šumija pomeni, po vašem mnenju, da KPK o zadevi Karigador ne bo odločila pred volitvami, kljub temu, da so bili že zelo daleč in da je namestnica predsednika komisije dejala, da bi jo lahko sprejeli? Torej, sam sem prepričan, da ni nobene ovire, da se ta zadeva ne zaključi in sprejme. Seveda, ali se bo to zgodilo pred volitvami ali ne, ni vprašanje zame, ampak za komisijo oziroma za njen senat. Mislim pa, da ni nobene ovire, da se to ne bi zgodilo. Zdaj, v primeru, ko je odvetnik predsednika vlade predlagal izločitev predsednika, se pravi, v tem primeru ne more biti sprejeti sklep, ker smo rekli, da o tej zadevi nihče drug ne more odločati kot samo namestnica. Namestnica je pa seveda premalo. In mislim, da zdaj ne bo ostalo nič drugega kot to, da bo namestnica obvestila odvetnika Zdolška o približno takšni vsebini, o kateri jaz zdaj govorim. In to pa seveda pomeni, da je to samo obvestilo, ni sklep senata, in če ni sklepa senata, ni pravnega pouka, in če ni pravnega pouka, zoper takšen sklep oziroma zoper takšno obvestilo pravzaprav ni pravnega sredstva. Se pravi, odvetnik Zdolšek ne bo mogel vložiti tožbo zoper takšno odločitev KPK, ker seveda sploh ne bo šlo za odločitev, ampak samo za obvestilo, da seveda v tem primeru ne more priti do izločitve, ker o tem ne moreta odločiti dva člana senata. Gospod Štefanec, najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala tudi vam.